Tišči vas v prsih in vas je vedno bolj strah za svoje zdravje. Obiskali ste zdravnika, specialiste, ampak so vam potrdili, da je z vami vse v redu. Vas pa vedno bolj skrbi. Evo, in v tem videu vam želim povedati, kako se rešiti tega tiščanja v prsih, kako ga najprej razumeti in nato tudi, kako ga spremeniti. Tako da naredili bomo eno posebno meditacijo s tapkanjem, kjer bomo sprostili to napetost iz telesa in se bo tiščanje pomirilo. Vabim vas, da se prijavite na moj kanal, če slučajno še niste, zato ker bo teh videov še veliko in vas vabim, da se res prijavite, da boste takoj dobili obvestilo, ko kaj objavim. Tako, zdaj pa vas povabim, da zaprete oči in začutite svoje telo. In poglejte, koliko je jakost tega tiščanja v prsih od 0 do 10. Zavedajte se tega občutka in ta trenutek pozabite na strah, pozabite na to, da razmišljate, zakaj imate to, pa kaj je z vami narobe, samo zavedajte se tega tiščanja v prsih. In poskusite ga oceniti od 0 do 10. Koliko je jakost tega ta trenutek. Ne vedno, ne vsak večer, ne vsako jutro, ampak ta trenutek. Koliko je to tiščanje v prsih, kako močen občutek je ta trenutek. In lahko si to tudi zapišete. In zdaj bi vam rada čisto na kratko razložila, v bistvu, zakaj do tega pride. Torej, če so vas zdravniki, specialisti pregledali in so rekli, da ste vi zdravi, da ni infarkt, ni nič hudega, da ste fizično zdravi, vas pa še vedno tišči, pomeni, da je to od tega, ker se je toliko nekih stresa nabralo v vašem telesu, če po domače povem. Ali drugače povedano, občutki so se naložili v vaše telo. In ko je tega veliko, takrat nas nekje telo opozori, da ne more več nositi vsega tega stresa oziroma vseh teh občutkov strahu, ogroženosti. In takrat nekje v našem telesu se pojavi nek znak, da moramo nekaj ukreniti. In vi ste gotovo že nekaj naredili, ker ste šli do zdravnikov, ampak še vedno vas tišči. Torej, razlaga je čisto preprosta. Vi ste fizično zdravi, ampak energijsko pa ste izčrpani. In energijska izčrpanost pomeni, da so stresne situacije, ki ste jih v življenju doživeli, so vam pustili energijski odtis v obliki občutkov. In zato je nastalo to tiščanje v prsih. In to tiščanje lahko enostavno rešimo, če preprosto te občutke spet sistematično enega za drugim dajemo ven iz sebe. Da bi boljše razumeli cel proces, čez katerega vas vodim, pa vas povabim, da spodaj imate možnost si tudi naložiti brezplačen priročnik, kako se rešiti te anksioznosti za vedno, 7 korakov, kjer imate vse sistematično napisano in bi rada, da tudi stvari spomnite, da boste lažje mi sledili. Tako, zdaj vam pokažem pa še, kako bomo v bistvu, zdaj bomo pa začeli, vključila bom tehniko tapkanja, zato da se tega naučite, da si boste lahko takoj pomagali. Torej, imamo napisano jakost in zdaj bomo kar začeli z osnovnim postopkom tapkanja. In bomo šli na karate točko in bomo rekli: kljub temu, da me tišči v prsih, se imam rada in se sprejemam. 3-krat to naredimo na karate točki. Kljub temu, da me tišči v prsih, se imam rad in se sprejemam. In še 3. krog. Kljub temu, da me tišči v prsih, se imam rad in se sprejemam. In zdaj gremo na vsaki točki, samo rečemo: tišči me v prsih. Tišči me v prsih. Tišči me v prsih. Tišči me v prsih. Tišči me v prsih, tišči me v prsih, tišči me v prsih, tišči me v prsih. In zdaj gremo v 2. krog, kjer želimo pa že malo sprostiti stvari. Kaj, če sprostim svoje telo? Ne morem. 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 In 3. krog, izberem, da sprostim svoje telo. Izberem, da sprostim svoje telo. Izberem, da sprostim svoje telo.
izberem, da sprostim svoje telo, 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 izberem, da sprostim svoje telo. Tako, močen vdih, izdih. In poglejte, če se je karkoli spremenilo v vašem telesu, spet lahko številko določite od nič do 10, kako močno zdaj to čutite in to si tudi kar napišite. Mogoče se vam je tiščanje v prsih zmanjšalo, mogoče ostalo isto, lahko da se je celo povečalo. To je bil čisto osnoven postopek, ki ga vseeno lahko večkrat naredite in včasih deluje. Kadar so pa stvari preveč kompleksne, pa je treba stvari se lotiti malo globje in pač poglobljeno. Da bi to tehniko bolje razumeli, imate tudi napisano v priročniku, tako da če si ga niste sneli, si ga lahko naložite. V opisu videa imate napisano povezavo do tega ali pa samo v komentar napišete priročnik in boste dobili. Tako, zdaj pa gremo mi malo globje. Zdaj pa vas povabim, da zaprete oči in pomislite, katera je bila najtežja stresna situacija v vašem življenju, ki ste jo doživeli in ki je ne bi želeli doživeti še enkrat. Torej, kaj v vašem življenju je bilo tako težko, tako hudo, da ne bi hoteli tega še enkrat doživeti, ali da ne bi želeli, da vaši otroci to doživijo, če imate otroke. Eno situacijo zberete, gotovo jih je bilo več, ampak zberite eno, ki je bila res, res težka, ob kateri ste se res zelo slabo počutili. In to je bil v bistvu en tak močen čustven stres za vas in v tej situaciji so šli občutki strahu, ogroženosti, nemira, nemoči, mogoče manj vrednosti, so šli v vas. In zelo verjetno, da če bomo to dobro danes sprostili, bo tudi se poznalo na tiščanju na prsih, da se bo vsaj za nekaj stopenj to tiščanje zboljšalo. Ja? Tako da zdaj pa še rabim vam povedati opozorilo, torej, ko delamo s temi svojimi travmami, se tudi med tem, ko tapkamo, med tem, ko se mi boste pustili voditi, se bojo sproščale vaše čustva. To boste lahko čutili v obliki solzic, lahko boste čutili v obliki mravljincev, lahko boste čutili v obliki, lahko vam bo vroče, hladno, ne se ustrašiti tega. Torej, to je samo način, da ta stres gre ven iz vašega telesa in to je edina prava pot, da res to tiščanje izgine. Prav? Zdaj pa vas vabim, da še enkrat točke pokažemo. Zdaj pa boste čisto preprosto se naslonili nazaj. Tapkali boste po teh točkah, ki vam jih kažem, kontinuirno. Spustili smo točke na roki, samo ta del bomo delali. Se boste samo sprostili, čutili svoje telo, samo poslušali moj glas in si dovolili čutiti to breme čustveno, ki se je v tej stresni situaciji v vas nabralo. Dovolili si boste čutiti občutke strahu, ogroženosti, nekaj, kar je povezano s tem tiščanjem v prsih. Prav? Samo zaupajte. Poskušajte čim manj razmišljati, čim manj logično stvari tukaj poskušati razumeti. Premaknemo se iz glave, vaše srce in edino, kar želimo, čutiti se telo, čutiti sebe. Tako da vam predlagam, da zaprete oči, se naslonite nazaj, tapkate po teh točkah in samo opazujete svoje telo. In zdaj se boste v mislih prestavili v tisto stresno situacijo, ki ste jo izbrali kot najtežjo. In bomo, kot da si zavrtimo nek film. Ne se ustrašiti, če bo komu pretežko, prekinite video, spodaj se prijavite na osebni pogovor, vam bomo osebno pomagali, drugače pa zdržite. Prav, nič se vam ne more zgoditi. Če pa ste imeli res zelo težko otroštvo, potem je boljše, da pridete na osebni pogovor. Sicer pa se sprostimo, vsekakor delate to na svojo lastno odgovornost, vaši občutki so, marsikaj se bo prebujalo, ne se jih ustrašiti. Če se jih ustrašite, prekinete video, pridite osebno po pomoč. Sicer se pa naslonimo, čutimo sebe, tapkajte
In ne se ustrašiti, niti savs, niti tega, da imamo vroče, hladno, da bojo mravljinci. Pač telo si je zapisalo, ob tisti stresni situaciji je v vaše telo šel, spomin se je naredil. In tega ne moremo zbrisati. Tudi ne moremo spremeniti, kaj se vam je v resnici zgodilo, vendar pa lahko te občutke brišemo. In zato vzamite kot eno meditacijo s tapkanjem, kjer preprosto opazujete to situacijo, ta spomin, kot da bi si ga zavrteli v glavi, ta film, ali pa če ga ne vidite, ga bolj čutite. In imate možnost, ali da samo opazujete ta dogodek, ali ga tudi ali ga čutite. In ko tapkamo, v bistvu s tem dosežemo, da občutki pridejo na plano. Tapkanje je tehnika, s katero posegamo svoj energijski sistem telesa, s katero se dotikamo svojih čustev. Tapkanje je tehnika, ki ima veliko znanstvenih raziskav, deluje. Pogoj pa je, da si dovolimo čutiti, da ne bežimo več sami pred sabo. In zdaj smo tukaj s to situacijo, ki je bila težka za vas. Tapkamo, čutimo sebe in si dovolimo iti v to zgodbo, v to izkušnjo. To ne morete zdaj delati zraven, če vozite avto ali pa kar, ne vem, likate ali otroke hranite. To morate biti popolnoma sami, predlagam, da se kar uležete. Fajn je, če imate robčke ob sebi, kozarec vode. In samo nežno opazujete to zgodbo, to situacijo, nič na silo, ljubeče do sebe. Opazujete tisti trenutek ali pa tistih nekaj trenutkov, v katerem ste doživeli, kot bi šel nož v vaše srce, v katerem ste doživeli res hud občutek ogroženosti, da ni nikogar tukaj za vas, ki bi vas zaščitil, ki bi vas imel rad. In samo naj ti občutki zdaj pridejo na plano, ne se jih ustrašiti, tapkajte, procesirajte te občutke, pustite. S tem, ko tapkamo, v bistvu pridejo občutki najprej na plano, v prvi fazi. V drugi fazi pa potem popustijo. Vmes je pa en tak vrh, kjer je par trenutkov res težko, potem pa popusti in na koncu doživimo olajšanje. In več tega, ko boste naredili, tako da ta video lahko večkrat gledate, več tega, ko boste naredili, bolj boste tudi razumeli to dinamiko, bolj boste sprejeli sebe, svoje telo in nehali boste se bati. In ta svet občutkov vam bo postal domač in boste dobili moč, veliko moč nad svojim počutjem. Kar gremo, čutimo sebe, tapkamo, zavrtimo si ta film, ko je bilo res težko, dovolimo si čutiti. In zdaj si predstavljajte, da teče energija ljubezni točno čez ta vaš težek film. Energija ljubezni, ki je vedno močnejša od energije strahu. Teče čez ta vaš dogodek, čez te vaše občutke. In samo pustite, da telo izloči. Pustite, dovolite si reakcijo, ne se ustrašiti. Če bo prehudo, pač prekinite in pridite se pogovoriti. Sicer pa zdržite. Ampak sami ste odgovorni za svoje čustvo, prav? Varen sem, tudi če čutim. V redu je. Mimo je. Dovolim si čutiti. Varen sem, če čutim. Vse je v redu, če čutim. Lahko spustim to staro čustveno bolečino iz telesa ven. Varen sem, če čutim. Vse je v redu, če čutim. Dovolim spustiti to bolečino iz telesa ven. In zdaj si predstavljajte, kot da teče energija ljubezni točno čez to zgodbo. In kot da se ta zgodba začne spreminjati. Dobiva lepše barve, drama se razreši, stres se razreši, strah se razreši. Energija ljubezni zdravi,
čisti, pomirja. Ker to niste vi, to je samo stara drama, stari občutki. Te zgodbe v resnici ni več, vse to je že mimo. Samo v podzavesti se je vtisnilo in v podzavesti je tako zelo živo, da nam podzavest daje vso to reakcijo, ki jo imamo. Ampak varno je čutiti, mimo je, v redu je. In spet si predstavljate, da teče energija ljubezni čez vas, čez celo vaše telo, vas zdravi, vas čisti, vas pomirja. Ne se ustrašiti tega. Kmalu se boste naučili delati s svojimi občutki. V redu je, mimo je. Ne se ustrašiti tega. Ne se ustrašiti sebe. Ne se ustrašiti svojih občutkov. To so stare travme, ki jih absolutno lahko daste ven. Varno je tudi jokati. Varno je čutiti. Varno je tudi, če vam je vroče, hladno, karkoli čutite, je vse okej. Ker dogodek je že mimo. Edino ta njegov zapis tega dogodka v vaši podzavesti je tisti, ki prispeva k tiščanju v prsih. Varno je čutiti, mimo je. Kar tapkajte naprej, čutite, če je treba, si zavrtite ta posnetek še kdaj. Ne bojte se sebe, ne bojte se občutkov. Nujno je, da preberete priročnik, ki sem ga zato napisala, zato da boste lažje razumeli, kaj se z vami dogaja. Da počasi prevzamete kontrolo nad sabo, nad svojimi občutki, nad svojim življenjem in nad svojim tiščanjem v prsih. Rešitev za to ni v vašem intelektu, rešitev je v vaših emocijah, rešitev je v stresu, ki se je nabral. In zdaj se učite to sproščati in bravo, dobro vam gre. Ponosna sem na vas, v redu vam gre. Vse je okej. In spustimo vse to breme iz telesa ven. Ni treba, da ga nosimo. Varno je čutiti, varno je čutiti. V redu je, vse je okej. In še si predstavljate, kot da teče energija ljubezni točno čez ta vaš boleč spomin in ga spreminja. Ga spreminja v novo zgodbo, nekaj lepega, svetlega, nekaj, kjer se lahko počutite varno, mirno, sproščeno, sprejeto. Energija ljubezni teče čez ta vaš spomin. V redu je, mimo je. Edino, kar je ostalo od te situacije, so stari občutki in te zdaj počasi sprostimo. Mimo je, varen sem, vse je okej. Energija ljubezni teče, zdravi, pomirja in vse je dobro. Mimo je, mimo je, mimo je, mimo je, mimo je. Brezpogojna ljubezen teče točno čez ta vaš spomin. Ga dela lepega. Vaše telo pa dela sproščeno. Pomirjajo se občutki v vas, v redu je. V redu je. Vse je dobro. Vse je dobro. Kar tapkajte, s tem pomirjate center za stres, amigdalo, ki je zadaj v srednjih možganih. Kar tapkamo, čutimo sebe, pomirjamo telo. V redu je. Ker ta strah ni od zdaj, ampak je iz tiste drame takrat. Vse je okej. Varen sem, varna sem. V redu je. Super. Če je treba, ostanite še v tem občutku, tapkajte, dokler čutite, da potrebujete.
Ta posnetek lahko tudi večkrat ponovite. In čestitam vas za to, kar ste zdaj naredili, spočite se. In vzljubite to igro občutkov, naučite se igrati to igro občutkov, ker to vam bo prineslo, da se zavedno rešite tiščanja v prstih. Če pa želite pomoč, pa seveda se lahko prijavite na uvodni pogovor, da se lahko tudi malo pogovorimo. In gremo naprej po tej poti življenja, kjer nam ni treba več trpeti in trepetati za svoje zdravje, ampak si lahko naredimo res lepo življenje. Rada vas imam in želim vam čudovit dan in ostanimo povezani še naprej. Srečno!